film o naši projektni skupini na Socialni akademiji. Imamo namreč skupino mladih, ki se ukvarja z preteklostjo, čeprav ste nekateri od vas menili, da naj se ne ukvarjamo, in nameravajo posneti dokumentarne filme, v katerem bodo prikazali svoje poglede na to, kaj si mislijo o preteklih travmah v Sloveniji. Ker je prišlo do nekih težav v zvezi z datoteko, žal tega filma ne bomo videli, vas pa vabim, da pridete na premiero teh filmov nekje v februarju naslednje leto. Hvala tudi za vaša številna vprašanja in bi mogoče kar začel z enim izmed njih. Iz občinstva namreč kdo sprašuje, kako najti pravo pot oziroma kako se opredeliti do preteklosti, ko ne veš, komu lahko zaupaš. Naprimer medijem, zgodovinskim knjigam, ki vsaka navaja drugačna dejstva. Komu torej zaupati, ko govori o preteklosti? Če mene vprašate, je odgovor zelo preprost, prihodnosti. To pač pomeni, da se s to preteklostjo ne ukvarjaš preveč, da razmišljaš, kaj si želiš danes in kaj si želiš predvsem v prihodnosti in da je to obligacija, ki jo človek notranje, pa tudi vsakdanje ima. S tem se mi zdi, da zelo hitro rešiš to dilemo. Nekateri od vas ste rekli, da je v interesu nekaterih elit ali pa tudi medijev, da so te delitve še vedno prisotne. Ali lahko uspe medijem na drugačen način prikazovati dejstva, oziroma prikazati dejstva takšna, kot se bo bila in da bi bila pri tem še vedno popularna? Ja, bila. Po moje, če se vrnem na prvo vprašanje, komu zaupati, gotovo nekemu svojemu notranjemu občutku, bi pa si želela vseeno malo več pragmatičnosti, ker v resnici pač kakorkoli, zdaj zadnje 4 leta sem bila res aktivno vpeta v sokreiranje nekih politik, tudi pač strani mladih. Imela sem to možnost, da sem lahko predstavljala mlade in na koncu, ko ugotoviš, da prideš že 6. zapored na eno ministrstvo, v katerem v tem času pa so se zamenjali že 4 ministri, pa se še naprimer za zaposlovanje mladih ni naredilo nič, ugotoviš, da se v bistvu vsebina vedno odmika nekim barvam, ne? Pač ali levim, ali desnim, ali črnim, ali zelenim, ali rozastim, sploh ni pomembno, vsebina se pa izgublja. Zdaj, reči, da so mediji tisti, ki morajo zgodovino razkrivati ali pa iskati resnico, jaz mislim, da ne. Vsak mora pri sebi začeti malo razmišljati o določenih stvarih in o tem, ali je zadovoljen s tistim, kar mu mediji, kar mu neka splošen medijski prostor ponuja. Če sem zadovoljen s tem, da mi je dovolj, da me nekdo pač tretira na način, da sem tako površinski, da mi bo dovolj ta delitev in ne vsebina, potem ne vem, če bomo kdaj sposobni te stvari preseči. Mislim, da nas tako politične elite, ne bom rekla vsi politiki, in mediji konec koncev na nek način malo podcenjujejo. Vsem, kar se tiče mladih, ne. Mislim, da mi dolgo več ne bomo mogli poslušati ene in istih zadev. Radi bi se po moje pogovarjali o vsebini. Vsaj upam. Ja, zdaj, za to vprašanje, kar se tiče. Jaz mislim, da poslušati eno in poslušati drugo stran, potem pa predvsem zaupati samo sebe. Narediti si neko svoje lastno prepričanje. In jaz se zlupom strinjam, tudi to, kar je takrat na Pop TV-ju rekel. Ta pretekla zgodovina je bila do zdaj vedno zelo idealna tema za delitev med levico in desnico. Če se ne motim, si takrat rekel, da se pri nas levica in desnica delite na podlagi odnosa do druge svetovne vojne. V veliki meri
ima prav, ne? Ker tudi sam vidim, na koncu, ko se pogovarjamo, zmeri pride recimo do tam, hej, ti bod, ti zbil pa tam, ti zbil pa tam. Ampak to zadevo tako presekati, poslušati eno in drugo stran in na koncu si svoje lastno mnenje ustvariti. Kar se pa medijev tiče, dajte si kdaj, pa verjamem, da si velika večina od vas, odprite si kakšen tuji medij, recimo kakšen nemški, kakšen BBC, CNN, da vidite kakšno recimo tam poročanje. Tam ne boste videli recimo na CNN-u gor, kaj se jim Pamela Anderson ali pa Breda Pitta ali pa kogarkoli, kaj je rekel, kaj je pokazal, kaj je naredil, ne? Kar so dnevne teme na naših slovenskih medijih. Ne? Tam se pač ukvarjajo z resnimi temami in te zadeve tudi problematizirajo. Spremljati več medijev, recimo jaz od sam vidim, kar sem poslanec. Novinarska konferenca, govorim 10 minut, v medijih je 15 sekund. Ti ne moreš celotnega sporočila, ko sem ga dal v 15 minutah, 10 minutah spraviti 15 sekund. Ne? In potem mogoče so v tistih 10 minutih rekel en tak stavk, ki mogoče enemu paše, drugemu ne, in bojo samo tismo dali. In na podlagi tistega stavka si potem ustvarijo, se pokaže neka zadeva, neko splošno mnenje, ki ga imamo v tej temi. Bolj zaupati se, poslušati več strani in se ustvariti glasno pripričanje. Ne slepo sledati. Še vaše mnenje? Ja, sej večina je bila že povedana. A dela to? Ki slišimo še? Ja, večina je bila že povedana. Mogoče bi dodal samo to, kar je Nina prej povedala. Mislim, da je pomembno, da pač mladi, ko si rekla, da 0% mladih ko vprašajo mlade, ali se poistovetite z stališči katerekoli stranke, pa kjera je to, bo 0% mladih odgovorili, da se poistovetijo z stališči katerekoli stranke. Mislim, to je po mojem pomembna informacija, ki jo moramo razumeti kot, da mladi obstoječim strankam in njihovim, recimo, pač družbenim naracijam popolnoma ne zaupajo. Te stranke, oziroma, upam, da bomo mi uspeli drugače delati, ne? Ampak do zdaj stranke so nekako glavni krivec za pač to apatijo med mladimi. Mislim, da so glavni krivec tukaj pač ni apatičnost med mladimi kot taka, ampak je pač problem na strani ponudka, torej na strani pač tega, kar ti politične stranke ponujajo. In če se zdaj navežemo v bistvu nazaj na temo, bi rekel tako, kot je pač Žan povedal, pač moje izhodiščno stališče je bilo vedno pač, da levica in desnica se ne smeta razlikovati po temah, kot so, ne vem, odnos do partizanstva, kar se je pri nas vzpostavilo, to je pač neka zgodovinska anomalija. Mislim, zgodovinsko sta se levica in desnica ločili po črti, da so se na desni pač zbirali zagovorniki ali statusa quo, ali pa bolj zagovorniki, recimo pač temu, malo grobo rečeno, interesov pač kapitala, medtem ko so se na levi pač zbirali sindikati, na levi so se zbirali tisti, ki so želeli več socialne države, na levi so se zbirali tisti, ki so želeli pač več solidarnosti in manj tekmovanja. To je bila nekako pač zgodovinska ločnica zadnjih 150 let. To, kar se je zdaj v Sloveniji zgodilo, pač je pa neka zgodovinska anomalija, ki jo moramo tudi kot tako razumeti in mislim, da mladi smo samo najbolj radikalen odraz tega, kako pač nevzdržno je pač to stanje, v katerega smo prišli. In tudi zato smo v bistvu pač mi, oziroma jaz, pa ta naš krog, poskušali pač postaviti levico na neke popolnoma druge temelje, ki je bila postavljena zdaj. Mislim, da ste skoraj vsi poudarili, da mlade bolj zadevajo današnji problemi, nezaposlenost, stanovanjski problem, a na drugi strani vendarle imamo, ne vem, nepokopana trupla. V Hudi jami še vedno ni urejeno grobišče. Kakšno vlogo pa naj pri tem zavzamejo mladi? Pri reševanju teh problemov, ki očitno so še vedno danes tukaj, čeprav so izpred 70 let. Nekaj ste že govorili o tem, ampak kaj konkretno mogoče vidva kot poslanca bi lahko naredila v parlamentu ali v civilni družbi? Govori se tudi o nekem zakonu, o pokopu žrtev. Ja, ta zakon je zdaj, mislim, da je bil predlagan strani Nove Slovenije, oziroma bo kratkem tudi v obravnavi parlamentu. Jaz mislim pač, da enostavno treba okrog tega dela čim manj pompa in
pač generacijam, ki so v to neposredno upete, pač poskušati na čim bolj nekonflikten način to zadevo razrešiti. Medtem ko pač, če se je izpostavil v pozicijo mladega človeka, mislim, da se treba pač ukvarjati predvsem, kot smo že danes večkrat povedali, s problemi prihodnosti in temu posvetiti 95% našega fokusa, ker smisel politike je urejanje skupnih zadev in urejanje tega, kako bomo v prihodnosti živeli, nekakšen odnos bomo imeli v preteklosti. Jaz se s tem definitivno strinjam, da je treba biti zazrt v prihodnost, ampak kljub temu sem jaz mnenje, da če mi ne razčistimo s preteklostjo, bo tudi v prihodnosti, v katero smo zazrti in v kateri želimo nekaj mladi narediti, ta preteklost stalno priročna za medsebojno obračunavanje. In s tem pokopom, jaz mislim, da ta zadeva je tudi v koalicijski pogodbi, ne bi bila, da jaz mislim, da je ta zadeva prav tako tudi sem prej že med odmorom rekel, spomenik vsem žrtvam. Ja, se strinjam, lahko dava to idejo, je bila že večkrat tudi dana, ampak ena stvar moramo vedeti, bojo hodili tja oblikovati. Glede, po eni strani, ko eni ne oblikujejo svoje žrtve, sorodnike, na drugi strani njihovi krvniki še zmeri hodijo po slovenskih ulicah in trgih. In ljudi je pač potrebno kaznovati za zločine, ki so jih naredili proti človečnosti. Ker potem vas pa je zdaj tudi nehajmo preganjati tajkune, postavimo spomenik in na njej napišemo: drage državljanke in državljani, tukaj počivajo vse milijarde, ukradene v slovenskih državnih bankah, ukradene iz vaših denarnic. Na tem mestu jih lahko oblikujemo. Zdaj si bom vzel malo več časa in dal eno repliko na vse tole. Namreč, če bo večkrat slišano z moje strani, ukvarjamo se s prihodnostjo, je gotovo moje mnenje to, da si vsak, in to res mislim vsak, zasluži dostojen pokop. Ampak z tega delati pom. In konec koncev, da populistično jemljajo to temo tisti, ki bi lahko spremenili zadeve, ki imajo vsa škarja in platno v rokah, je v bistvu na nek način problem te slovenske družbe. Jaz bi pričakoval od poslancev, da stvorijo skupaj vse poslanske skupine eno telo, napišejo zakon, pokopljajo dostojno vse žrtve in je to preprosto dejanje, s katerim dosežemo spravo. Zdaj, razmišljati in na nek način klicati v javnost, da je treba na nek način doseči pravno državo od nekoga, ki ima škarje in platno, je spet na nek način zanimivo dejanje. Če mi ne sprejmemo dejstva, da pač imamo sodišča za to, da pač sodijo in da so sodišča v demokratični družbi tista, ki morajo svoje dejanje narediti, potem se moramo vprašati, zakaj imamo tako državo, kot jo imamo. In nihče drug v družbi nima pravice, da sodi, in v momentu, ko pristanemo na to, da lahko sodi kdorkoli drug kot sodišča, smo izgubili pravno državo in po mojem mnenju smo izgubili s tem na nek način tudi svojo državo. In včasih pogrešam več inovativnosti. In ko govorimo o preteklosti, je problem preteklosti zelo preprost in to je v človeški psihi in to je z psiha perspektive. Mi lahko na vsako stvar pogledamo saj iz dveh zornih kotov. Pa bom zelo banalen, zato da bom probal biti razumljen. Ko grem jaz zdaj na stranišče, grem lahko preprosto na stranišče in to naredim večkrat na dan. Nekdo se pa lahko vpraša, kaj s kom sem jaz tam počel in naredi z tega zgodbo. Preprosta zadeva, ki ima dve percepcije in bo iz teh dveh percepcij lahko vidno to. In to je tisto, kar mi v tej družbi naredimo. In zato pogrešam na nek način inovativnost. Upam, da se bomo o tem spomeniku vsem pogovarjali, ker bom dodelal malo svoje ideje in to je bil moj namen. Jaz moram reči, da načeloma ne hodim tja, kjer govorimo o preteklosti, ker imam preveč dela s tem, da se ukvarjam s prihodnostjo. Ampak z namenom danes sem prišel, da vidim, če prepričam dva mlada človeka o eno zanimivo zgodbo.
Ni dovolj, da kdo idejo. V tej družbi stalno dajemo idejo. Vprašanje je, ali jo boste speljali, ali se zavežete, da boste naredili. Jaz se zavežem, da bom pomagal in da bom naredil vse, da to speljamo. Malo več o tem bo prihodil čez nekaj časa, ampak to je ta problem. Izkoriščamo mi teme v tej družbi za preprost populizem, ki ga je v politiki itak preveč, ali se odločijo te, ki imajo škarje in platno, da napišejo zakon, da v roku enega meseca ta zakon spišejo in da preprosto vse žrtve, ki si zaslužijo dostojen pokop, in še enkrat poudarjam, vsi ljudje si dostojen pokop zaslužijo, to preprosto speljajo. Samo za informacijo, zakon je že bil sprejet v Državnem zboru, ki predvideva postavitev spomenika vsem žrtvam in postavljen naj bi bil na Kongresnem trgu. Rešitev je že sprejeta, ki je bila tudi v javnosti večkrat problematizirana, prav zaradi tega, ker manifestira ločenost. Gre za dva stebra, ki sta tudi na zunaj, pač lahko človek vidi, da je narod mogoče še vedno ločen. Ampak ta rešitev naj bi bila postavljena do leta 2015 ali 2016. Mogoče samo ena stvar. Jaz osebno ne verjamem, da bodo vse rane iz preteklosti, govorimo o čustvih, in govorimo seveda o tudi nepravilnosti strani, zakonskih nepravilnosti oziroma nepravičnosti. Ali je res dovolj postaviti spomenik? To se meni kot nekomu, ki pač te stvari pospravi, pač ne jemljem kot nek osebni poligon in zelo težko razpravljam o tem, ker resnici ne vem, kaj vse se dogaja v ljudeh, ki so stvari preživeli, ki so potomci teh ljudi, tako na eni in na drugi strani, ali je resnično govoriti o tem, da bomo postavili en spomenik in bomo s tem rešili vse stvari, vse te rane dovolj. A ni tukaj spet tista nujna želja, nujna iskrena želja potem, da se v resnici gre za spravo? Ali je pač nek zunanji simbol dovolj? Jaz mislim osebno, da ni. In da bo kljub temu, da govorim, da ni pravilno, da se to stvar izvede, govorim o tem, da je večplasten problem in da čustva kljub nekemu spomeniku najbrž ne bodo šla in da neko iskreno odpuščanje pa take stvari pridejo z nekimi drugimi dejanji. Verjetno je treba delati tudi z ljudmi, kot si poudarila, in me zanima, ali obstaja v mladinskem delu, v mladinskih organizacijah dovolj takih programov, da bi se mladi osveščali o preteklosti, o tem, kako komunicirati recimo z ljudmi, ki so imeli kakšne travme v življenju, povezane morda tudi z vojno. Veliko si delovala v mladinskih organizacijah in poznaš situacijo, kaj meniš? Konkretno mladinsko delo načeloma služi nekemu razvoju posameznika in razvoju posameznika znotraj skupnosti, znotraj družbe. Ravno tem je čar te mladinske participacije, da nisi nek solo igralec, ampak da ti je mar tudi za ljudi, ki so okrog tebe. In kolikor imam jaz stika z ljudmi, ki se ukvarjajo s tipičnim nevladnim mladinskim delom, ne poznam dobro programov pa projektov tipičnih političnih podmladkov, poznam nevladne organizacije, vem, da se vsi trudimo biti inkluzivni, vključujoči, kakorkoli čudno se to sliši, čeprav se ti združuješ v nekih društvih, ravno v nekih skupnih značilnosti, ki jih imaš. Ampak ta neka družbena odgovornost se gotovo razvija predvsem in prav znotraj nevladnega dela. In tukaj ima mladinsko delo velik potencial. Žal mi je samo to, da pa v resnici lahko, oziroma žal mi je, da je mnenje, da so mladi apatični, da se jim nič ne da. Žal mi je, da je taka percepcija mladih. V resnici smo v Evropski uniji
precej na vrhu po participaciji mladih. 75% mladih v Sloveniji je aktivnih v nevladnih organizacijah, participira, torej so družbeno odgovorni in nikakor ne morem trditi, da so pasivni in gotovo je v mladih, če kje v mladih potencial in prav v mladinskem delu tudi ta potencial, da čutimo neko soodgovornost tudi za drugačne v družbi, na več načinov drugačne. Če pa se vrnem na konkretno vprašanje, ali se katera mladinska organizacija prav konkretno ukvarja z problemom sprave ali pa pretekle zgodovine, mislim, da v prvi vrsti pravzaprav niti ne. Ne tako direktno. Saj jaz je ne poznam, če je bilo to čisto tako vprašanje. Luka, Hannah Arendt, ameriška politična teoretičarka in filozofinja judovskega rodu, ki se je veliko ukvarjala s totalitarnimi sistemi, se ni mogla sprijazniti z resnico marksistične dialektike, ki potlači spomin na poražence. Vi odkrito zagovarjate socializem, demokratični socializem in me zanima, kako gledate na pretekli sistem, na pretekli socialistični sistem, ki je zatiral pluralnost mnenj, tudi tako, da je fizično odstranil določene ljudi in množično kršil človekove pravice. Mi smo svoj projekt poimenovali demokratični socializem ravno iz razloga, ker razumemo pretekle socializme kot avtoritarne socializme. Se pravi, pač poudarili smo to demokratično komponento v socializmu ravno zaradi tega, ker dojemamo pretekle kot avtoritarne in da bi pač vzpostavili to ločnico. Zdaj druga stvar, ki je, jaz bi rekel, da mislim, dostkrat nam očitajo, da je to protislovje, se pravi, demokracija in socializem, ampak jaz bi trdil ravno obratno. Mislim, pač socialistična, recimo temu, politična usmeritev je stara 200 let, ki izhajata iz francoske revolucije in se je tam naprej razvijala v številne veje, ampak je bila skozi usmerjena prodemokratična. Se pravi, socialisti so bili skozi načelo bojev za volilno pravico, za žensko volilno pravico, za enakopravnost in tako dalje. In spervertirala se je v bistvu šele v 30 letih s vzponom stalinizma, takrat so se vzpostavili zares pač ti avtoritarni socializmi, socializmi, ki jih danes poznamo, ki so potem zaznamovali 20. stoletje in bi rekel, da to ni resnica nekega socialističnega političnega izročila, ampak je pač neka anomalija, ki se je v določenem obdobju zgodila. Zato se mi vračamo v bistvu nazaj k izvornim socialističnim sporočilom, ki so pa v sebi globoko demokratična in implicirajo v bistvu ravno to, da socializem pomeni, da družba kot celota vzame pač usodo v svoje roke in da pač družbi ne vladajo več trgi, elite, odtojenost, ampak pač vladajo v družbi pač neki demokratični mehanizmi odločanja, ki omogočajo pač družbi in ljudem pač kot celoti, da usmerjajo pač svoje kolektivne usode. Pa mogoče, če se še filozofsko navežem na to kritiko dialektike, mislim, ne vem, kaj točno je v dialektiki takega, da odreka karkoli. Mislim, dialektika je preprosto pač filozofski nazor, ki govori tole, če mogoče malo ilustriran, kaj dialektika pomeni, ker tudi jaz dialektično razmišljajočega človeka. Recimo, nasprotje od dialektike je metafizika. In zdaj pač metafizični filozof bi rekel, pač, zakaj je ta miza pri miru, bi pač rekel metafizik, zaradi ker je v naravi mize, da stoji pri miru. Dialektik bi pa rekel, ne, ta miza je pri miru, zaradi tega, ker na njo vplivajo pač sile gravitacije in pač druge sile, pač, ki vladajo v tem prostoru in v bistvu vplivajo na njo na ta način, da ta miza stoji pri miru. Se pravi, pač ni potresa, obstaja gravitacija in tako naprej. Torej, zunanje okoliščine so tiste, ki se držijo pri miru, ne pa njena notranja narava. To je v bistvu dialektika, tako da tukaj ne vidim v bistvu nobene neposredne navezave na totalitarizem. Družbenega razvoja. Družbenega razvoja pa pomeni to, recimo,
če metafizik pač reče, narava človeka je taka in taka, bo rekel dialektik, ne, človek je skupek družbenih razmer, če citiram Marxa. Se pravi, pač nekdo, ne vem, ki je postal narkoman, pač ni narkoman zaradi tega, ker se je narkoman rodil, ampak je narkoman zaradi tega, ker so ga pač družbene razmerja, v katerih je živ, kaj s njim, neurejene družinske razmere, zavračanje, odrinjanje na družbeni rob, pač pripeljale na tako družbeno pot, da se znajde tam, kjer je. Se pravi, to je recimo pač razlika med metafiziko pa dialektiko, če uporabim recimo še drugo ilustracijo za dva različna družbena nazora. Tako da, mislim, to je nekoliko izven tema, ampak ker smo se že dotaknili, pač tega sem to mogoče za pustno. Samo pod vprašanje, torej bi Združena levica v državnem zboru podprla neko deklaracijo o obsodbi prejšnjega sistema? Mislim, prejšnji sistem je treba obravnavati kompleksno. Jaz ne bi rekel, da je bil docela avtoritaren, ker recimo znotraj podjetij smo imeli samo upravljanje, ki je zagotavljalo recimo več družbene participacije, ki jo poznamo pač v današnjih podjetjih. Znotraj lokalnih skupnosti tudi ne bi rekel, pač, da je danes več demokracije, kot je bilo takrat, kvečemo obratno. Tako da, mislim, če na državni ravni pač obstajal enopartijski režim, ne bi pač trdil, da mislim, da je pač to vsa resnica pač tega sistema. Mislim, tudi Jugoslavija šla skozi zelo različne faze, če je bila prva 3 leta izrazito stalinistična, potem pač, mislim, smo imeli zelo različne tendence razvoja, tako da mi se ne bi strinjali pa s tako enoznačnimi nalepkami. Mislim, to je tako, da bi rekel, kaj sem, da je vse, kar se je zgodilo pač v zdajšnji Sloveniji, pač slabo in dokaz tega je pač kriza, v kateri smo. Mislim, pa se vemo, da to ni res. Mislim, pač, bile so določene pač nastavke v sistemu, ki smo nas tukaj pripeljali, ni bilo pa vse, kar se v zadnjih 25 letih zgodilo slabo in zato pač ne pristajamo na pač takšne, recimo, pavšalne oznake takšnega pa drugačnega družbenega sistema. Pa druga stvar, mogoče, če se malo vrnem, bi še to poudaril, da ko govorimo o spravi po družbenem konsenzu, mislim, to je skozi živa stvar, tega se ne da doseči s tem, da postavimo spomenik in bo to zakoličeno enkrat za vsele. Mislim, družbena sprava je pač družbeni odnos, mislim, pač to je stvar pač našega kolektivnega dogovora, pač da se dogovorimo okrog nekih stvari, v katerih se bomo strinjali, da pač podpišemo, recimo temu, če uporabim izročilo pač francoske revolucije, neko družbeno pogodbo, okrog katere se bomo strinjali in pač teh tem ne bomo več odpirali. Se pravi, pač bomo, ne vem, pozabili na zamere in drugemu bomo pač po krščansko, kaj s njim, si odpustili vse žal besede, ki so bile izrečene in takrat bomo lahko rekli, da je neka tema zaprta. Ne da se pa tem zapirati enostavno tako, da postaviš nek materialni spomenik nečemu in pač rečeš, da smo pa s to temo pospravili. Nismo, če bo pač naslednji dan spet nekdo na nekem drugem koncu pač v parlamentu ali kakaj drugi v družbi odprl. Tako da pač to je družbena razmerja, treba razumeti kot družbena in kaj se jim mogoče treba začeti razmišljati dialektično. Se opravičujem, druge večere mikrofon krožil krog, zdaj pa ni. Sej mislim, da tudi danes kroži mikrofon. Vprašanje bi postavil, pa ne moram. A lahko, prosim, mikrofon. A se lahko predstavite? Ja, Marjan. Za Luko mesta. Prvič sem bil presenečen, da je sploh na spisku. Tukaj, v tem prostoru. Direktno vprašanje. Pred to vlado, pred Alinkino vlado je bila ena druga vlada, ki je imela vsak večer smo bili na demonstracijah. Jaz sem šel sam pogledati. Ki je vlada odšla, je bilo konc. Povej mi, zakaj ni več demonstracij. Moment še za simbiozo. Mlade, te preteklost, te pobite je enostavno pokopati. Kako jih je enostavno pokopati? Imaš družine, ki so zgubljene na vem koliko ljudi, pa sploh ne vejo, kje so. Kako jih boš pokopal, če ne veš sploh, kje so? Sploh jih je policija ni dovolila dostopa do njihovih grobov. To je bilo pošastno, no?
ta režim prejšen, ki ga obravnavamo, ni bilo samo poboj, tudi božiča nismo imeli. Ja, nič, no. Potem mlada zdravnica pripoveduje, da ni posledic tega režima. Seveda je, sej ni bilo... Ne, da vas ne zanima prejšnje stvari, a tako nekako sem razumel, no? Posledice imate. Dobro, prosim za odgovor, pa mogoče Žiga naprej. Jaz bom na koncu še vas nekaj vprašal. Ampak začniva s tem, absolutno se s tem strinjam in je to travma in težava. In ravno zato, čeprav očitno spomenikov ne bomo imeli, bi bil lahko to eden izmed prvih korakov. Jaz ne trdim, da bo ta korak rešil vse. Ampak mi niti tega koraka očitno nismo sposobni narediti. Mi nismo sposobni, da bi dva poslanca pisala vsem županom, rekla, predlagava sledeče, naredimo komisijo 3, župan in one 2, župan pove, koliko sredstev da za spomenik, ki ga bo naredil mlad umetnik, damo priložnost mladim ljudem. Nujno je, da se vsi trije strinjajo in da je konsens, kakšna bo rešitev. Damo že navodilo, da ne bo rešitev v smer sprave, se pravi, je jasno, da ne postavljamo 2 spomenikov oziroma nekih stebrov in podobnih neumnosti. In je to eden izmed tistih korakov. Naredili smo korak k temu, da tisti, ki žal nimajo tega, imajo nek objekt, kamor lahko hodijo. Jaz se strinjam, da to ni dovolj, ampak danes tudi tega nimajo. Jaz bi zelo rad, da vsi vemo, kje je kdo. In če imate rešitev, povejte, kako to naredimo. Ampak jaz trdim, da je spomenik lahko prvi korak k temu. Rabimo to pogodbo, rabimo te zadeve. Ampak, a veste, dokler mi ne temeljimo na 2 zadevah, ena je učinkovitost in druga je, po mojem mnenju, inovativnost, imamo pač to težavo. In jaz razumem, da na nek način bomo to dolg časa vlekli, ker v 25 letih niti prvega koraka nismo mogli narediti. In če ne naredimo prvega koraka, kako bomo govorili v naslednjih korakih? In kar je morda tisto, kar bi si želel, je ta drugačnost. Prežan lepo rekel, poglejte si tuje medije. Si predstavljate, kako bi ta država izgledala, če bi vsi mediji eno leto pisali samo o pozitivnih zgodbah, ki v tem prostoru imamo? Jaz si upam trditi, da bi bila ta država boljša. Mi kot narod očitno nismo pripravljeni narediti tega koraka. In kar je tisto, kar je mene, priznam, na nek način presenetilo je, da ste se vprašali, zakaj je Luka Mesec sploh lahko na seznamu. Ker dokler bomo imeli ta pristop, bomo tam, kjer smo. In kar se bojim je, da niti ta generacija ne bo šla korak naprej. Situacijo v svetu, jaz ogromno potujem, pa govori o tem, da bi Slovenija mogla ta korak naprej narediti, ker če ne bomo ostali res nekje v zadnji in se ukvarjali predvsem in ne s preteklostjo, prihodnost nas bo pa povozila. Luka, na kratko prosim, zakaj ni demonstracije več? Ja, mislim, mogoče za začetek vprašal, kaj točno je pač problem, oziroma s čim točno imate problem, pač, da sem jaz danes tukaj, oziroma kaj sem tazga bogokletnega povedal. Druga stvar, zakaj ni demonstracij, to je pa pač enako vprašanje zame kot za vas. Ko je prišla Alenka Bratušek, smo mi v bistvu pač ohranili vsa svoja stališča, kakršna smo jih imeli do Janševe vlade, nasprotovali smo njenem državnem holdingu, tako kot smo nasprotovali Janševem, nasprotovali smo njeni slabi banki, kot smo nasprotovali Janševi, nasprotovali smo njenim privatizacijskim ambicijam, kot smo nasprotovali Janševim. In v bistvu pač to so točke, okrog katerih ne samo, da smo pač po medijih protestirali in pač dajali izjave, bili smo tudi večkrat na ulici glede tega. Je pa res, ampak to zdaj pač ne vem, če se ne spravim na spomenik, da nismo nikoli uspeli spraviti več kot 500 ljudi na te proteste, čeprav smo poskušali, ampak ni bilo enostavno pač v družbi momenta oziroma se večinski javnosti stvari pod Bratuško očitno niso zdele toliko radikalne, kot so se jim zdele pod Janšo, da bi se jim zdeli pač vredno iti na ulice in protestirati proti vladi. Ampak jaz nisem med temi ljudmi, jaz nisem pač, da je Alenka Bratušek naredila enako veliko družbeno, tako
ekonomske škode, ko bi je naredil Janez Janša. Žan, še želiš replicirati? Seveda želim. Gospod mi je očital, da mladim ta tema ni pomembna, da sem to rekla. Nisem trdila tega, lahko, kar sem govorila, je bilo to, da sem osvetlila, kaj so tiste teme, oziroma stvari, ki so mlademu človeku, ki odrašča, ki si želi neke samostojnosti pomembne. Oprostite, ampak zadnja stvar, s katero se ukvarja, ne vem, mlad par, mlada mama, je pač to, kakšen bo spomenik. Res mi je žal, ampak to je zadnja stvar. Moja stvar, ki sem že mama, je to, kaj bo imel moj otrok za oblečki, za pojesti, kje bomo spali in kako bomo živeli sami sabo, ali bomo zadovoljni s tem, v kakšnem svetu živimo, ali bo to nek svet, v katerega si bomo želeli dajati svojo energijo ustvarjati. Mnogi so odgovorili že, da ne in grejo ven. In take Slovenije si pa jaz ne želim. Ne želim si Slovenije, kjer bo večina mladih rekla, ne, opa, dovolj nam je. Ne želim si take Slovenije. Želim si okolje, kjer bomo si želeli ostati in ga spreminjati na boljše. Resno. Zdaj pa niti teh vzvodov nimamo in ja, posledice so. Noben ni rekel, da jih ni. Za vsake volitve in mi jih imamo kar redno, ne? Sploh leta smo jih imeli kar veliko krata, ne? Pride ena in ista tema ven. In ostavi se tam, ne pri vsebini. Mladi pa kaj? Živimo doma do 35. leta in upamo, da nam bo pač nekaj padlo, se bo že nekdo nekaj zrihtal. Ker on pozna onega, sej eno leto bo ta mandat, drugo leto bo tist mandat, vse bo že nekak, ne? Jaz iskreno ne želim živeti v taki državi, želim, da bi bila drugačna, da bi dala možnost vsem. Posledice plačujemo vsi. In jih še bomo. Lahko tukaj. Ja, izvolite. Lahko prosim mikrofone. Že. Ja. Okay. Se lahko predstavite? Jaz sem civilno-družbeni aktivist. Veliko sem hotel se sestaviti s poslanci, da bi te teme odprl. Sem zelo vesel, da danes koliko mesec tukaj. Pa tudi starega gospoda in gospod iz SDS. Treba se pogovarjati, ampak seveda so neke predpostavke za pogovor. Predpostavke za pogovor pa so, da se nekaterih tem ne zavidamo. In to mene nas sprašuje, kako govorite prihodnost, če mi ne da nismo pokopali mrtvih, mi nismo odkopali mrtvih. Veste? Jaz vem za primere, ki so, to je ne tukaj daleč od nas, kjer policija preprečuje pristop do grobišč, ker nočejo odpirati teme, ker mislijo, da zdaj 600 grobišč v Sloveniji, potem pa sprav, potem pa nek obelisk, ki bo vse pokril. Veste, ta obelisk je pa tudi zelo enostavno stvar. Tako kaj naredil, mu so imeli na svojo ograjo, svojega veleposlaništva, je napisal žrtvam, spomenik žrtvam fašizma, nacizma, komunizma in revolucije. To je zelo preprosto. In tukaj sem prepričan... Kaj je vaše vprašanje? Lejte, lahko tudi meni povem, ne? Veste, mene vedno... Nimamo veliko časa. Lejte, ja, sej so se ga imeli predsedni. Prosim, da postavite vprašanje. Če ne bi jaz gospoda vprašanje postavil, če bi jaz smem, pa tudi če od gospoda odgovor bi pričakoval. Jaz sem zelo šokiran nad tem stališčem, da gledamo prihodnost, drugo me ne zanima. Mi ne znamo skupaj praznovati. Mi niti o praznikih se nismo zazeli. Eno konkretno vprašanje, gospod. Moje vprašanje je, kaj konkretno... A ne vidite vi teh problemov? Mene zanima vprašanje, ki je zelo preprosto. In sicer, kaj bo nekomu, ki je star 24 let in pride s fakultetno izobrazbo, v tem momentu pomagali to, da bomo odkopavali nekatere ljudi? Vam to ne pomeni nič, ampak to je že od antike osnovno etično vprašanje. No, ampak danes je tema... Pazite, kakšne ljudi pa ste vi vzoril iz te predpostavke?
To je pa ključno vprašanje. Bom pa nekaj postavil vprašanj, mesecev glede demokracije in ustajništva. Poglejte, na ustajništvu se je demokracija pravzaprav skrivala o demokratičnih postulatih in predpostavkah za demokracijo se sploh tam ni nikoli demonstriralo. Kaj pa so ti postulati? Poglejte, pravica do ustave. Mi danes, Slovenci, narod nimamo pravice do ustave. Drugič, mediji. Zelo krasno je citirati gospod tale, ki mene ponira, Voltaire. Veste, a so naši mediji naravnani v smeri Voltaire, da lahko kdorkoli izrazi svoje mnenje, nasprotno in tako naprej. V razpravah, ki so bili smešno zmevne, je bil Luka Mesec najmanj, kako bi rekel, 50krat, pa 20krat več uvabljen v to tematiko, kot pa drugi, ki so drugače mislili. Pa ne bom sebe izpostavljal, da sem jaz nek oškodovanec v tem področju. Ne, ampak govorim, da določene teme so zaželene, nekatere niso. A lahko prosim, da vzamete mikrofon? Poglejte, pravosodje, hvaležujoči odnos do pravosodja, to me zelo skrbi. Hvala lepa, mladi. Želite odgovoriti? Ne gremo naprej. Ne? To za vas niso tebe. Saj nimate odgovorov, so tebe vidite. Tudi jaz vašega odgovora nisem slišal, tako da... Žan, še zate mogoče vprašanje iz publike. Kaj lahko levica da desnici in obratno, kaj lahko desnica da levici? Oziroma, povedano drugače, kako lahko vidva z Lukom kot mlada politika presežeta vzorce preteklih starejših politikov? Brez problema, jaz mislim. Na temah, ki ne združujejo. Jaz mislim, da so oba tukaj zavzemala, da ne sme več biti volonterskega pripravništva, stanovanjska problematika, trg dela v določenih segmentih, študentsko delo in tako naprej. Lih danes smo imeli odbor za izobraževanje, kjer smo imeli temo neizvajanje nacionalnega programa za mlade. Jaz sem bil zelo presenečen na koncu, z izjemo poslanskega kolega Luke Meseca, tudi on je potem, smo in opozicija in koalicija glasovali enotno. Ker so mladi očitno temo v tej državi, na katerim se pa lahko lepo enotimo. Verjetno imamo drugačna stališča, kje dobiti denar za ta plačana pripravništva. Definitivno se pa strinjamo, da plačana pripravništva morajo biti. Prav tako, jaz sem začel gledati program Združene levice, jaz moram reči, da pač svetovnim nazorom, ki ga ima gospod Mesec, se ne strinjam. Jaz sem mnenja, da noben socializem ne more biti demokratičen. Za razliko od gospoda Meseca, ki je dejal, da pač sledi bolj Marxu in Engelsu, jaz sam bolj zasledujem mogoče Hayeka in pa Friedmana, ki sta postavila to tezo, in jo seveda tudi utemeljila, da nek demokratični zahodni sistem in pa neka ekonomski sistem v smislu kolektivnega, v smislu planskega gospodarstva, enostavno greste skupaj. Planiranje v ekonomiji se kaj kmalu sprelevi tudi v planiranje na drugih segmentih družbe. In ekonomska svoboda je tista, ki je predpogoj za politično in vse nadaljne svobode. Tukaj se pač z Lukom ne bomo nikoli strinjali. Strinjamo pa se lahko na teh temah, ki bodo nekaj doprinesli v korist mladim, v korist družbi kot celoti. Verjetno imamo določene poglede skupne, uskladiti bi se pa pač morali, na kakšen način jih implementirati. Morda še kakšno vprašanje iz publike? Ja, eno kratko vprašanje, ker je ravno govor o spomenikih. Ne vem, zakaj bi postavljali nove spomenike, če še starih morilcev nismo podrli, ne Kidričev, ne Kardeljev, in vseh ostalih, ki se vsak mesec na novo morilcem postavlja, ne morilcem, ljudem, ki so morili, postavlja spomenike po celi Sloveniji. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje združimo? Blaž, 22 let, v imenu mladih bi tukaj parih spregovoril. Mene zanima, to sem tudi napisal, pa bi tako malo se vprašal, preden gremo v take žgoče debate in prepira naprej.
kako lahko en mlad desničar izraz svoje mnenje, predtem ga poteptajo starejši desničari z Janšem na čelu, kako lahko en mlad levičar izraz svoje mnenje, predtem ga poteptajo levičari s Kučanom na čelu. Vsega ne moreš, ker enostavno tukaj debatiramo o mladih, pa se strašno nekulturno odzivajo nekateri starejši tukaj. Ker se mi zdi, mes tudi posebno neprimerno tukaj na tak nekulturni način voziš svoje mnenje naprej. Roko na srce, mladi ne bomo nikamor prišli, če nas bomo tukaj nadrževali nazaj ljudje s plašnicami na očeh, brez da bi možnost pogledati, da bi levičar imel možnost pogledati desno, da bi desničar možnost pogledati levo. In mislim, da ne bomo presekali tega, dokler nas ne bo tukaj vezala taka močna in težka vez nazaj. In prosim, da bi tukaj vse tisto malo kulture zadržali naprej. Tudi če nekdo z drugačnim političnim stališčem nekaj spregovori, da ga ne žvižgaš in ne začneš preko njega govoriti iz dvorane. Hvala. Prosim, a želimo še enega, pa bomo potem skupaj odgovorili. Ja, živim. Eno vprašanje, se strinjam v tem z gospodom, nehimo se s preteklostjo ukvarjati, pa začnimo se sedanjostjo in prihodnostjo ukvarjati. Te grobove, pa to zdaj že razpravljamo cel cajt, jaz mislim, da je čisto enostavno izkopati, spodobno pokopati, pa mir dati že s tem. Kdaj se bomo res začeli s sedanjostjo in, tako je rekel tam ta mlad človek lele, upoštevati mnenja mladih in začeli se sebino ukvarjati. A je to sploh mogoče v tej klientelistični eni in drugi vladi, ki vsaka na svojo stran rine, brez poslušanja, noben ne ve poslušati, sam blepetate en čez drugega. A je to sploh mogoče, bi vam postavil? A je sploh mogoče kam prilesti? V redu, hvala. Ja, jaz se zelo pridružujem duhu kolege, ki je pred zadnji govoril. In mislim, da v bistvu ta debata, ki smo zdaj imeli s publike, je zelo ilustrativna. V bistvu, kaj smo videli, je to, da nimamo v bistvu tukaj očitno problema levo-desno, ampak imamo bolj generacijski problem. Se pravi, ne sploh to, da se ne strinjamo o rešitvah, ampak ne strinjamo se v problemih. Mislim, starejša generacija je tukaj odpirala ene probleme, medtem, ko se je zdaj oglasila mlajša generacija in odprla povsem druge probleme. Ali morda o načinu reševanja? Mislim, pač, če starejša generacija govorila predvsem o temah, ki se zadevajo pač odnosa do preteklosti, smo iz pač mlajših uslišali zdaj predvsem problem odnosa do prihodnosti, kar je na nek način, mislim, razumljivo. Eni so v drugi polovici življenja, drugim življenjem šele začenjamo. Imamo v bistvu tudi pač, recimo, to časovno perspektivo različno. Bi pa tukaj poudaril, pač, da iz tega izhaja, da problemsko, popolnoma drugače zastavljamo politiko. Mislim, če jaz pa Žan pač odpirava, ne vem, stanovanjsko vprašanje, pač naj v to boli, mislim, mene to osebno prizadane vsak dan, zaradi tega, ker pač plačujem, s punco plačujeva 500 evrov najemnine na mesec, zato da lahko živijo v Ljubljani, mislim, kar je tako pač pri današnjih razmerah, mislim, skoraj pač dohodek enega človeka, saj tako je bil preden sem jaz dobil to službo. Mislim, smo dajali pol dohodka svojega za to, da sva si lahko pač uredila stanovanje v Ljubljani in da mi sva živela pri starših. In to je tema, ki mene pač vsakodnevno prizadeva. In zato pač podpiram tudi te teme in se pač otepam teh starih tem, ker pač mi je res, bom grdo rekel, ampak jih ne čutim. Jaz čutim pač popolnoma druge pritiske, popolnoma druge izzive in se pač želim, v bistvu tudi pač svoj mandat želim tem posvetiti, da bom mogoče sebično rekel, na svoji generaciji pač pomagal razrešiti probleme, ki vem, da so za nas ključna vprašanja, bomo lahko dostojno živeli, bomo lahko si uredili stanovanja, bomo lahko pač si vzgojili družine, a bomo pač, ne vem, mogli živeti pri starših, pa brez služb, pa siromaki do pač svoje starosti. In pač to je tisto, kar mislim, zaradi česar v bistvu pač prehaja do tega konflikta, ki se zdaj pač pokazal tudi v tej debati tukaj. Žan, se ti kot mlad politik čutiš avtonomnega v svoji stranki, lahko zagovarjaš svoje stališča, oziroma se mladi prepoznavajo tebi kot svojem zastopniku?
Tako ne, jaz, ko sem postal poslanec, sem rekel, da bom 3 teme. Na 3 teme sem v parlamentu fokusiral. Prva so mladi, druga je podeželje, osebno Poljanska in pa Sevška dolina, kjer sem bil izvoljen. In pa tretja tema je nacionalna varnost, pač iz področja, iz katerega prihajam. Ta 2 vprašanja sta bila na mestu, ne? In s tem prvim vprašanjem se jaz strinjam. So te, ne glede spomenikov, ampak glede same debate med levico in desnico. Jaz mislim, da smo mi dva z Lukom tukaj lep primer, da se levica in desnica lahko normalno pogovarjata. Tudi, če se o temah ne strinjata. Ampak mi dva so recimo v parlamentu zdaj 3 mesece, ne? In recimo mene najbolj boli, ko mi nekdo reče, pa saj ste vsi isti. Pa nisem jaz isti od tistega, ki je tam že 4-5 mandatov, ne? Nisem jaz isti, kot recimo moj kolega, ki je bil najmlajši poslanec v prejšnjem mandatu, so mu rekli, saj ste vsi isti. Ja, ni on isti, kot pa tam je recimo neka poslanka, ki je tam bila 5 mandatov, nekaj že skoraj mogla plačati davka nepremičnine, če ne bi bil razgledalno, ki je bila nepremičnina že skoraj. Ampak mi dva z Lukom smo dokaz, ne, da se kljub različnim temam lahko pogovarjamo. Ne. Meni je fascinantno, pa mogoče za naše razmere. Ne. Gledajte, CDU pa SPD sta v Nemčiji naredila veliko koalicijo. Se pravi, leva stranka in desna stranka. In meni je še dol žal, da nismo videli, pač zaradi takih in drugačnih razlogov, vemo kakšnih, pa ne bom zopet, ker boste rekli, da je pač ideološka tema, resnično me zanima, kakšna bi bila Slovenija danes, če bi leta 2008 Slovenska demokratska stranka in pa Socialni demokrati skupaj naredili koalicijo in se posvetili ekonomskim vprašanjem in pa naredili nekaj, ta država, ki so že bili pripravljeni, da ne bi zašla v tako globoko krizo, kot smo jih priča danes. Nina, Žiga, želite še kaj dodati? Je pa še to, ne, na prejšnjo vprašanje, ja, kako nas ostali kolegi gledajo, ne. Moram reči, gospod Janša sedi eno vrsto pa 4 zlice za mano, pa ko razpravljam, nikoli ne gledam k njemu ali mi prikimal ali podkimal. Gospod Janša, tudi ko smo na poslanski skupini, ne, boste mogoče nekateri presenečeni zdaj, kako ga vi vidite, ne, ampak jaz zmeraj povem na poslanski skupini svoje mnenje. Sploh, kar se tiče mladih, rečem, to bi bilo bolj ško, to bi bilo tako. Nikoli me noben grdo ne pogleda, tudi mi si mrzkdaj nasprotujemo, ampak bistvo je pa tisto, da se potem uskladiš. Imamo tudi mi različna mnenja, kar je normalno in kar je pravilno v demokraciji. Saj zato pa imamo demokracijo. Jaz bi si lahko znam brez problema odgovoriti, da verjetno bi bila Slovenija boljša. Da ne bomo gospe zignorirali, ko je postavila vprašanje, zakaj, ravno zato. Ker smo v preteklosti postavljali spomenike, ki so to družbo delili. In jaz mislim, da je to največji paradoks te naše družbe, da je ena ali pa druga stran vedno postavljala samo spomenike, ki so pač delili. In zdaj, jaz upam, če smem, sporočilo današnjega dne, in ga bojo starejši na nek način verjetno zamerali, ampak si upam trditi, da smo simbiozo naredili tudi toliko dobrega za starejše, da si to upam reči, je to, da pač mladi upam, da je to sporočilo v večini res preteklost ne zanima. Preveč imajo problemov danes s sedanjostjo in res jih skrbi prihodnost. In jaz upam, da bo to tisto, kar boste starejši na nek način razumeli in tudi spoštovali, ker mi spoštujemo to in razumemo, da vas te teme, ki jih pač odpirate, bolijo in da so to za vas pomembne teme. Ampak to, da mladega človeka ta tema danes ne zanima, ne pomeni, da je prihodnost slaba in ne pomeni, da so te mladi ljudje kakorkoli slabi. Jaz bi samo dodal tukaj gospe, no sem pozabil odgovoriti glede tega spomenika Kidriča, ne. Ideološko ali pa ne, dajmo samo glede Kidriča na podlagi dejstva. Samo eno stvar bom povedal. Med vojno so prišli do Kidriča, ne, in so mu rekli, te likvidacije so pa malo šle izpod nadzora, ne, 2 milijona Slovencev, malo huda je, ne. In kaj je Kidrič odgovoril? Tudi če po vojni ostane samo 5 Slovencev in če bo teh 5 Slovencev komunistov, smo zmagali. Zdaj pa sami presodite, kip taga, 3-metrski kip taga človeka sodi pred predsedniško palačo. Izvolite. Hvala. Jaz sem
Istočnik, študentka 23 let. Pa bi se najprej pač vsem zahvalila, da ste prišli, pa mislim, gostom, da delite z nami ta mnenja, ker se mi zdi to zelo pomembno. Rada bi pa zastavila vprašanje. Meni se zdi, da je, ne vem, kot prvo, no, sem mnenja, da pač zgodovina, recimo, če govorim iz osebne pač izkušnje ali pa svojega dojemanja, mene tudi, mislim, pač me definira, pa ne v tej smeri, da bi se postavljala na eno ali pa na drugo stran, ampak tako, ker se mi zdi, da je vsak evropski narod ponosen na svojo zgodovino, pa na svoje dosežke ali pa nedosežke. Ne vem, recimo, prejšnjo leto sem bila v Nemčiji, pa sem videla, kako oni gledajo. Oni so se iz tega pokola, iz tega nekaj naučili. In pač tudi mi v Sloveniji se lahko, in zdi se mi pač to dejstvo, da vemo, kaj se je zgodilo. Ne, da se pač od tega potem čustveno opredeljujemo, moramo tudi to narediti, ampak pač dejstvo je, da se o tem pogovarjamo in mislim, da to mi tudi tukaj delamo. Vprašanje moje pa je, zanima me, recimo, kaj lahko vi ali pa recimo mi kot mladi naredimo v tej smeri, da bi, ne vem, čim več mladih razmišljali o tem, da gremo naprej za dobro skupnosti, ker se mi zdi, da je pač to naša skupna točka. Tudi če se levo in desno razdeljujemo, se mi zdi, da pač moramo vsi delati za dobro, kar pa sama pač recimo opažam, študiram na pravni fakulteti, srečujem veliko ljudi, ki pač recimo nimajo tega cilja. In se mi zdi, da je pač to ključen problem, da bi, ne vem, recimo že otroci, mladi, se v tej smeri pač udejstvovali, pa tudi v tej takšnih temah, ki je slišala, da se sprašvali. Se pravi, kaj konkretno bi lahko naredili, recimo, ali pa vi mislite narediti za vzgojo, za to, da bi se ljudje nagibali k dobremu, k skupnosti in k tem stvarem. Dali ste dobro iztočnico, morda za zaključno vprašanje, kako spodbuditi mlade za dejavnost ali za delovanje za skupno dobro. Mogoče vprašanje za vse štiri. Bo zdaj dama začela, ker smo bili na začetku zelo ne-džentlmenski in je bila dama zadnja, ampak jaz sem že, ko sem videl program, rekel, da je po protokolu vedno najpomembnejši človek zadnji. Ne? Tako da predlagam, da se zdaj Nina je prva. Hvala, Živa. Ja, kaj lahko je? Jaz osebno sem bila zdaj že kar nekajkrat zaporedoma vabljena, da govorim, ali smo mladi v resnici ujetniki zgodovine in na kak način to doživljamo. In mi je res, tako kot sem rekla že uvodoma, zelo težko mi je govoriti o stvarih, za katere slutim, pa verjamem, da so za marsikoga zelo boleče in res hude travme. To so, lahko rečemo, neki posttraumatski sindromi. To ni stvar, ki se bo zbrisala, je proces. In kar jaz osebno vidim je, da če nastopam v komunikacijo, tudi ko se srečujem z ljudmi, ki imate travme, s spoštovanjem, z nekim poskusom življenja, ampak na tej ravni, da me ne odnesejo čustva, ampak na razumski ravni. Jaz mislim, da je to tisto, kar lahko mladi delamo drugače. Zato, ker nimamo direktne izkušnje, lahko se razumsko vživljamo v stvari, ki so bile in so še. In pač verjamem, da dokler bodo živeli ljudje, bodo živi tudi spomini in tudi bolečina bo. Da je ravno ta neka druga drža, nek drug način komunikacije tisti, ki ga lahko mladi uberemo. In da je to spoštovanje pa vživljanje prva stvar, ki jo moramo imeti, če se hočemo o tem sploh pogovarjati. Jaz sem prepričana, da je potrebno mlade vzgajati v taki komunikaciji in da se ta vzgoja zagotovo začne že znotraj družin. In ni stvar samo, kaj bomo mi mladi naredili, ampak je stvar več generacij, da se začnemo drugače sploh pogovarjati. No? Jaz lahko prispevam k temu, da preko mladinske organizacije
spodbujam mlade, da se znajo pravilno pogovarjati, komunicirati spoštljivo, da odpirajo tudi teme, ki jim mogoče niso blizu ali pa se jih bojijo, da upajo povedati tudi svoje mnenje navzven, tudi ko so v pluralni družbi oziroma v pluralni skupnosti. Jaz mislim, da to, da sedimo danes tukaj ljudje, ki smo si različni, da je to način, ne, pogovarjati se o tem, ampak res spoštljivo in ne na način, kot smo ga bili vajeni do zdaj. Mislim, da to tisto, kar lahko mladi naredimo in v čemer se bom tudi jaz osebno trudila, kjerkoli bo to možno. Druga stvar pa je gotovo, da ko bo stvar dovolj zrela, zato da se lahko razumsko začnemo pogovarjati o njej, tudi razčistimo stvari. Jaz pa mislim, da se še pogovarjati ne znamo in da je to prva stvar, ki jo moramo razrešiti, preden bomo šli na stopnjo nekega pravega razsojevanja in tako kot mislim, da si ti rekel, ta sprava bo proces, to ne bo en dogodek, ki bo potem konec. Ne. Vsi si bomo morali prizadevati k temu, mladi pa lahko prispevamo ravno to, na nek način neobremenjenost. No. Žiga, veliko delaš na človekoljubnem področju in na področju družbene odgovornosti. Kako ti vidiš, kako spodbuditi mlade za delovanje v skupno dobrobit? Jaz bi rekel, da v prvi vrsti bi si želel, da bi vsi Slovenci bili na nek način ponosni, da znamo posegati po zvezdah. In s tem bomo v bistvu krepili na nek način narodno zavest. Kamorkoli pogledam, srečam izjemne Slovence, pa ne bo to na akademskem področju, ne bo to na športnem področju, ne bo to v gospodarstvu. In včasih si želim, da bi razumeli tisto, kar verjetno prinaša moto oziroma poslanstvo novega nadškofa in to je veselje. In tega nam v družbi manjka in to bi si želel. Želel bi, da na nek način rečemo, da verjetno je res vsa preteklost delala neumnosti, nepravilnosti, verjetno celo kriminalne dejanja, ampak te ne obsojajo in od teh ne sodijo inštitucije. In ko vprašate, kaj sem naredil jaz, ko je babica vprašala Žiga, kaj je www, me je to zaskrbelo in namesto tega, da sem z roko zamahnil, mi je uspelo aktivirati 10 000 mladih, ki so učili 15 000 starejših uporabljati računalnike. Jaz mislim, da smo s tem zelo jasno pokazali, da so s tem mladi na nek način reševali problem sedanjosti in to je, da so starejši odrejeni, da nimajo dostopa do modernih tehnologij. In si upam reči, da smo s tem nagovorili prihodnost, kajti veste, koliko je bilo mladih, ki so prišli do mene, pa so rekli, Žiga, veš, kaj sem pa ugotovil? Da je v teh starih tok neke modrosti, pa da niso kar tam za nek odmet oziroma za nek kup, ampak imajo toliko modrosti, da jih je modro poslušal. Ampak bili so tudi starejši, ki so prišli in so rekli, da če v teh težkih časih, ko je mladim najtežje, mladi so pripravljeni biti prostovoljci in starejši učiti zastonj uporabljati računalnike, zato pomeni, da je prihodnost lepa, in da se te prihodnosti starejši tudi veselijo. Žanka Luka, kako lahko politika, kako tudi z vašo vajno pomočjo sprejme neke ukrepe, ki bi ravno spodbudile ali pa pripomogle, da bi se mladi še bolj uveljavljali ali pa bili dejavni v takih projektih, kot sta jih omenila Žiga in Nina. Škoda, tukaj ni nobenega koalicijskega poslanca, ne? Mislim, da so opozicija na eni stranki imajo 26 glasov, napram Valjerju koalicijskem jih ima 54, mislim, da je to kar. Ja, v redu vprašanje. Jaz mislim, da za začetek s takim dialogom kulturnim, kot so ga mi danes tukaj pokazali, oziroma kot je potekal med nami, kljub različnim stališčem, celotno vizijo. Kar se tiče tem, jaz vas vabim, vidim, da tukaj je veliko mladih, ne, kar je zelo spodbujajoče. Sem hodil na veliko od okroglih misij in ta je strani mladih zelo dobro obiskana. Pridite v parlament. Vete, poslanci, jaz sem rekel, da nočem biti poslanc, ki je zaprt med 4 stenam parlamenta. Jaz sem bil že prej stalno na terenu, jaz sem ljudski človek, rad sem med ljudmi in tudi zdaj sem rad.
Kadarkoli lahko pridete v parlament, ali k njemu, ali k meni, ali pa k ostalim trem pod 30 let, ne 15 pod 30, ali pa kateromukoli poslancu, da ste svoje predloge. En poslanc je potreben, da vloži zakon. Imamo stalno, imamo maile, imamo telefonske številke, lahko se vlaga amandmaje na zakone. In s takim dialogom in pa z idejami, ki grejo širše, ne levo, ampak ne desno, in to mladi, ki jih je tukaj veliko, definitivno so, prej je Žiga dobro rekel, moj moto je z aktivnostjo mladih in modrostjo starejših. To, da se da to implementirati v praksi, je Žiga v svojem projektu dobro pokazal. In tudi to, da je tukaj danes veliko starejših, dokazuje, da jim pa ne ni vseeno. In za zgodovino, in za to, kar o tem mislijo mladi. Jaz si zmeri rečem, dajmo se vprašati, kje bi bila danes Nemčija, če bi se še danes Nemci pogovarjali, kdo je bil na kateri strani, pa kdo je kaj delal v Tretjem rajhu. Jaz mislim, da ne bi bila gonilna sila, ne samo v Evropi, ampak tudi v svetu. Nemci so s tem že zdavnaj razčistili. Žal mi nismo, oziroma težko rečem, da mi nismo, ampak naši predhodniki oziroma starejši nismo. Je problem, mi do leta 1991 od tem niti nismo mogli razpucavati, ker se ni smelo. Ker je kljub temu, ne glede na to, da nekateri ne bi Jugoslavijo odločili totalitarno, da študiramo obramboslovje, jaz vem, kaj so tajne službe. Vem, kaj so tajne službe v demokraciji in kaj so tajne službe predvsem v državah, kakršne je bila Jugoslavija. Ampak teh 23 let zdaj, odkar smo samostojni, pa smo vsi mislili, da bo takrat sprava, ko je šel Milan Kučan v Kočevski rod, ko je bila spravna maša. Pa jaz mislim, da od tistega se nikaj veliko spremeni. Ni bilo boljše. In če zdaj rečemo, da bomo postavili samo en spomenik, jaz mislim, da se bojo čez 23 let, da bo zopet potrebna taka debata. Potrebno je povedati, kaj je bilo prav, kaj je bilo narobe, in samo s poznavanjem preteklosti lahko načrtuješ prihodnost. Ta pa definitivno mora sloneti na nas mladih, moramo se v temah. Sej nihče ni pričakuje in Bog ne daj, da bi v parlamentu vsi tulili v isti rok. Še ene skupščine rabimo. Smo imeli sistem, kjer je bila skupščina, kjer so vsi tulili v isti rok, če lahko po domače povem. Ne potrebujemo tega. Prav je, da je koalicija, da je opozicija, da je levica in desnica, lahko sodelujeva, jaz nikoli ne bom zagovarjal višjih davkov, jaz nikoli ne bom zagovarjal podjetij v državni lasti in tako naprej. To so teme, na katerih ne bova prišla skupaj. Verjetno je pa veliko tem, na katerih v korist mladih, starejših in ostalih državljank in državljanov pa lahko prideva skupaj. Hvala. A bi lahko voditelj vprašanja prebral zdaj, vsaj parih, oni, ki so na suhom ostali. Žal nimamo več časa in tokrat bom dal besedo še Luki, da odgovori na vprašanje o tem, kako spodbuditi mlade za delovanje v skupno dobrobit. Jaz bi rekel, da neko tako gesto smo mi že naredili. Mogoče bi se navezal na kolega prej, ki je vprašal, kako lahko mlad desničar se vzpostavil, ne da bi ga pri tem pohodili stari levičari. Mi smo imeli težave s tem. Ne, mislim, desničari levičari vprašal, ne, mislim. Ja, pač, v prejšnjem mandatu je bil nekje na levici se je postavil kot neka persona Igor Lukšič, ki je v bistvu takrat, ko smo mi se začeli vzpostavljati, zelo tako odreagiral, da ne guncamo in da bodo volitve pokazali, da bomo zbrali za en sladkorni trs glasov, ampak smo pač pokazali, da se ravno da delati drugače, da smo odprli teme, ki so pertinentne danes, da smo izpostavili težave, s katerimi se pač danes kot družba soočamo in ki so zazrta v prihodnost. In v bistvu so volivci sami pokazali, da v resnici nismo mi tisti, ki guncamo afne, ampak je on tisti, ki gunca afne. In mislim, da bomo s takim pristopom lahko pač presegli delitve, ki so nas zdaj ločvale in se, kot je pač Žižan prej opisal, fokusirali v projekte, v katerih se strinjamo, pa ki nam lahko vsem skupaj zagotovijo lepšo prihodnost. Ker smo omejeni s časom, bi s tem zaključil današnji večer.
Izpostavil bi ponovno Hannah Arendt, ki svari, da vsaka vladavina, ki temelji na terorju, ljudi organizira tako, da med njimi ni razlik, kaj šele pluralizma, s čimer se odpravi svet nasploh. Za Arendtovo skupni svet ne nastane na podlagi enotnosti, oziroma kjer bi imeli vsi enotno mnenje, enotno narodno pripadnost ali enotno veroizpoved, ampak tako, da vsak posameznik skozi svobodno komunikacijo prispeva svoj lastni del, svoj impuls k vzpostavljanju skupnega sveta. Upam, da smo z današnjo razpravo in dialogom sledili prav slednjemu zgledu, vzorcu, ter da smo naredili s tem korak naprej pri graditvi boljše Slovenije, v kateri bomo radi in veseli in polni upanja živeli, vsi skupaj. Današnji večer smo posneli in si ga boste lahko ogledali tudi na YouTubeu Socialne akademije. Zahvaljujem se vsem našim gostom za njihove tehtne prispevke, pa tudi vam, drago občinstvo, za vprašanje in za sodelovanje. Vabim vas še na jutrišnji zaključni večer, na katerem bodo predstavniki različnih verskih skupnosti in sociolog dr. Igor Bakovec govorili o položaju verskih skupnosti v Sloveniji. Za konec pa še pesem Srečka Kosovela, ki mi jo je prinesel Matej. Naslov je Mladi verujejo vate. Odprite okna, odprite duri, osvobojeni človek prihaja. Poklonite se njegovemu trpljenju, pokleknite pred njegovim ponižanjem, pozdravite njegovo silo. Kajti iz trpljenja se je rodila radost, iz ponižanja poveličanje, iz sile vstajenje. Veliko trpljenja je bilo, veliko ponižanja, ali ne radost, ne poveličanje nista ostala iz njega pri nas. Jaz pa prinašam radost, poveličanje in vstajenje.